Vsi prav lepo pozdravljeni. Zbrali smo se pred konkatedralo Kristusa Odrešenika, da vstopimo v sveto leto upanja. Veseli smo, da je bila tudi novogoriška konkatedrala izbrana za eno izmed osrednjih cerkva jubilejnega leta v naši koprski škofiji. Del današnjega bogoslužja bo potekal pred cerkvijo, sledil bo slovesen vhod v cerkev, kjer bomo blagoslovili vodo in se z njo pokrižali. Višek začetka svetega leta bo evkaristično bogoslužje. Vstop v sostolnico bo ponazarjal naše romanje skozi vrata upanja. V procesiji bomo romali za Kristusovim križem, kar je upodobljeno tudi v logotipu svetega leta. Nekaj o simbolih, ki nas danes nagovarjajo. V sprevodu bomo nosili evangelijari, ki je zakladnica žive besede ustalega Kristusa, ki hodi pred svojim ljudstvom, kakor ognjeni steber ob izhodu iz Egipta in je luč ter vodnik svojih učencev, zlasti v tem milostnem letu. Med obredom prisluhnimo romarskim psalmom, romarski himni in drugim cerkvenim pesmim, ki so nepogrešljivi del praznovanja. V cerkev bomo vstopili skozi glavna vrata, ki so znamenje Kristusa, ki nam odpira vrata upanja in o sebi pravi, da je on sam vrata. Logotip svetega leta predstavlja 4 stilizirane podobe, ki predstavljajo ljudi vseh barv, narodnosti in kultur in spominjajo na jadra velike skupne ladje. Prva podoba predstavlja papeža, ki objema križ, ki je spodaj tudi sidro, simbol upanja. Valovi pod figurami so razburkani, kar pomeni viharje tega življenja. Vsaka barva ima svoj pomen. Rdeča barva predstavlja ljubezen, medsebojno delitev in delovanje. Rumeno-oranžna je barva človeške topline. Zelena barva nas spominja na mir in ravnovesje. Modra barva simbolizira varnost in zaščito. Črno-siva barva križa in sidra pomeni verodostojnost. Duhovniki so oblečeni v mašne plašče jubilejnega leta. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bog upanja, ki nas v besedi, ki se je učlovečila v moči Svetega Duha, v veri napolnjuje z veseljem in mirom, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Hvaljen Gospod, ti si naše upanje. Hvaljen Gospod, ti si naše upanje. Hvaljen bodi Oče, ti si poslal besedo ter jo naredil za znamenje upanja in sakrament odrešenja za vse ljudi. Hvaljen Gospod, ti si naše upanje. Hvaljen bodi Sin, ti si nam z rojstvom iz Marije Device odprl vrata upanja v novo življenje. Hvaljen Gospod, ti si naše upanje. Hvaljen bodi Sveti Duh, ti si se razodel v učlovečenju in nas krstom naredil za dediče upanja v večno življenje. Hvaljen Gospod, ti si naše upanje. Bratje in sestre, skrivnost učlovečenja našega odrešenika Jezusa Kristusa ohranja v občestvu ljubezni svete nazareške družine.
je za nas vir iskrenega veselja in trdnega upanja. V občestvu z vesolno cerkvijo, ko slavimo očetovo ljubezen, ki se nam je razodela v učlovečenju besede in v znamenju križa, ki je sidro odrešenja, slovesno odpiramo sveto leto v konkatedrali za cerkev v naši koprski škofiji na severnem Primorskem. To naj bo za nas uvod v bogato okušanje milosti in usmiljenja, da bomo vedno pripravljeni dajati odgovor vsakomur, ki nas vpraša po razlogih upanja, ki je v nas, zlasti v tem času vojn in neredov. Naj bo Kristus naš mir in naše upanje, naš sopotnik v tem svetem letu milosti in tolažbe. Sveti Duh, ki v nas in z nami to delo začenja, naj ga do dneva Jezusa Kristusa tudi dopolni. O Bog, naš Oče, Ti si upanje, ki ne razočara, Ti začetek ter konec vseh reči. Blagoslovi korake našega romanja za slovesnim križem Tvojega Sina v tem milostnem času. Obveži rane zlomljenih src, razveži verige, ki nas držijo v suženstvu greha in v ujetništvu sovraštva. In podeli svojemu ljudstvu veselje Svetega Duha, da bo z obnovljenim upanjem hodilo proti cilju, ki ga hrepeneče pričakuje, Kristusu, Tvojemu Sinu in našemu Gospodu, ki živi in kraljuje na vse veke vekov. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tedaj je rekel Jezus svojim učencem: Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot. Tomaž mu je rekel: Gospod, ne vemo, kam greš, kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Upanje ne osamoti. V imenu upanja apostol Pavel vliva pogum krščanski skupnosti v Rimu. Upanje je tudi osrednje sporočilo svetega leta, ki ga po starodavnem izročilu papež razglasi vsakih 25 let. Mislim na vse romarje upanja, ki bodo prišli v Rim, da bi doživeli svetoleto, in na tiste, ki ga bodo, ker ne bodo mogli priti v mesto apostolov Petra in Pavla, obhajali v delnih cerkvah. Za vsakoga naj bo to čas živega in osebnega srečanja z Gospodom Jezusom, ki je vrata odrešenja, z njim, katerega mora cerkev v svojem poslanstvu vedno povsod in vsem oznaniti kot naše upanje. Upanje se namreč rodi iz ljubezni in temelji na ljubezni, ki izvira iz Jezusovega srca, prebodenega na križu. Kajti, če smo se po smrti njegovega sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Njegovo življenje se kaže v našem življenju vere, ki se začne s krstom, se razvija v poslušnosti Božje milosti
in zato oživlja upanje, ki ga delovanje Svetega Duha vedno obnavlja in dela neomajnega. Upanje skupaj z vero in ljubeznijo oblikuje triptih božjih kreposti, ki izražajo bistvo krščanskega življenja. V njihovi neločljivi dinamiki je upanje tisto, ki tako rekoč daje usmeritev, kaže smer in cilj bivanja vernika. Zato nas apostol Pavel vami: veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi. Da, biti moramo polni upanja, da bomo verodostojno in na privlačen način izpričevali vero in ljubezen, ki jo nosimo v srcu. Da bo vera vesela, ljubezen navdušena, da bo vsak sposoben podariti vsaj nasmeh, dejanje prijateljstva, bratski pogled, iskreno poslušanje, zastonjsko uslugo, vedoč, da v Jezusovem duhu lahko to postane rodovitno seme upanja za tistega, ki ga prejme. Kakšen pa je temelj našega upanja? Da bi to razumeli, je dobro, da se ustavimo pri razlogih našega upanja. Pustimo se pritegniti upanju in dovolimo, da po nas postane nalezljivo za tiste, ki si ga želijo. Naj naše življenje govori: upaj Gospoda, bodi pogumen, tvoje srce naj se okrepi, upaj v Gospoda. Naj moč upanja napolni našo sedanjost v zaupnem pričakovanju drugega prihoda Gospoda Jezusa Kristusa, ki mu gre hvala in slava, sedaj in prihodnjih vekih. Bratje in sestre, pojdimo v Kristusovem miru. On je pot, ki vodi k očetu. On je resnica, ki osvobaja. On je življenje, ki je premagalo smrt. Pojdimo za križem v našo cerkev. Amen.
Križ, ki smo ga danes prinesli v cerkev, je leta 2016 iz gline izdelal akademski kipar Lan Sevšek. Predstavlja Kristusa, ki z rokami objema križ. Ne le, da je na križ prisilno pribit. Križ objema z ljubeznijo, po drugi strani pa Kristusove noge naglasujejo, da želi Kristus plezati z križa. Ne zato, ker bi želel zbežati pred križem, marveč zato, da bi se stopil k nam in nam podaril svoje usmiljenje in odrešenje. V cerkvi bo križ postavljen na podstave, ki predstavlja četrtino zemeljske oble, na kateri so upodobljeni simboli 4 evangelistov. Evangelisti so napisali evangelije, ki govorijo o Kristusu in nam posredujejo njegove besede. Ob Kristusovi smrti zemlja ni bila spokojna. In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo obujenih. To predstavlja črne zagozde na podstavku. Na drugi zadnji strani podstavka pa so kamni. Ob Jezusovem vstajenju je bil kamen od groba odvaljen. Jezus je vstal od mrtvih. Grob je ostal prazen. Izpod enega kamna plava riba, ki je tudi star krščanski simbol Kristusa. Smrt na križu in kozmične katastrofe te ribe niso mogli uničiti. Riba živi in plava. Življenje se nadaljuje. V grščini se riba imenuje ichthys, kar je kratica za starogrški zapis Jezus Kristus Theochios Soter, kar pomeni Jezus Kristus, Božji sin odrešenik. Po sveti maši boste lahko tudi šli okoli križa, da boste videli tudi zadnjo stran podstavka. Prosimo pa, da se križa ne dotikate, ampak ga le gledate in o njegovem sporočilu premišljujete. Dragi brati in sestre, prosimo Gospoda našega Boga, naj blagoslovi to vodo, ki jo je sam ustvaril in s katero se bomo pokropili v spomin našega krsta. Naj nas Gospod notranje prenovi. Duhovnik bo blagoslovil vodo, s katero bomo pokropljeni. Pokropitev z vodo je živ spomin na sveti krst, ki je kot vrata na poti sakramentalnega uvajanja in na poti v pripadnost krščanskemu občestvu cerkvi. Krst je namreč prvi sakrament nove zaveze, po katerem ljudje, ki se v veri pridružujejo Kristusu Gospodu, prejmejo duha usinovljenja. Tako so poklicani in resnično postanejo Božji otroci. Združeni s Kristusom v smrti in vstajenju postanemo del njegovega telesa, zaznamovani z maziljenjem duha, postanemo sveti Božji tempelj, udje cerkve, izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod, ki si ga je Bog pridobil. Sledilo bo bogoslužje Božje besede. Gospod Bog, vsemogočni začetnik in vir življenja, blagoslovi to vodo, s katero se bomo pokropili z zaupanjem v prijemu odpuščanja grehov, v obrambo pred boleznijo in zapaljevanjem zla, da prejmemo milost tvojega varstva. Podeli nam, Gospod, po svojem usmiljenju izvir žive vode, ki teče v večno življenje. Da bomo rešeni vseh nevarnosti za dušo in telo, mogli s čistimi srci priti k tebi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Pokropi vas čisto vodo, da boste očiščeni, vseh vaših nečistosti vas očisti. Dam vam novo srce, govori Gospod.
pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali in se vzeli čas za to praznovanje, za vstop v sveto jubilejno leto upanja. Posebej pozdravljam vse duhovnike in redovnice, potem predstavnike tudi političnega življenja, od župana gospoda Antona Hareja, ki je tukaj z družino in drugih vseh ne poznam, ki ste prisotni in prav vsakega izmed vas. Papež Frančišek je v Vatikanu odprl sveta vrata jubilejnega leta 2025 na letošnji sveti večer v baziliki svetega Petra. Danes pa svetoleto slovesno začenjamo tudi v novogoriški konkatedrali in prinašam tudi pozdrave obeh naših škofov, Petra in Jurija, ki nas se lepo pozdravljajo. Vabljeni smo, da postanemo Roma in upanja. Vrata upanja nam odpira Bog in ta vrata so Bog sam. Jaz sem vrata, pravi Kristus. Vrata v življenje, vrata v svet ljubezni in v svet dobrote. Vera, upanje in ljubezen so tri teološke kreposti. To pomeni, da jih ne moremo doseči brez Božje milosti, brez vere, brez zavedanja in priznavanja Boga. Vse tri kreposti so med seboj neločljivo povezane. Največja med temi kreposti je ljubezen. Vera in upanje bosta prešla in v večnosti ne bosta več potrebni. Ostala bo le ljubezen, ki je večno življenje. Kajti večno življenje ni nič drugega kot življenje v ljubezni. Na tem svetu pa doživljamo tudi skušnjave, žalost, nesreče, bolezni, zapuščenost, sovraštvo in vojne. Zato je krepost upanja izrednega pomena. Saj daje vsakodnevnemu življenju smisel in nas kljub vsem tragedijam spodbuja k pravim odločitvam. Čeprav je Božje kraljestvo že med nami in smo poklicani, da živimo sveto, je naš dokončni cilj izven življenja na tem svetu. Verujemo v stajenje mrtvih in upamo v večno življenje v nebeški prestolnici. Kristjani torej nismo le nekakšni optimisti glede sreče, uspeha in blagostanja na tem svetu. Poslušajte dobro, kako govorijo predsedniki držav, kaj vse obljubljajo. Vse, kaj bo na tem svetu, več ali manj. Tudi to je glede dogajanja v naši domovini, v Evropski uniji, na planetu Zemlji in v vesolju, glede na zaskrbljujoča dejstva, to je ta njegova drža lahko tudi upravičena, pesimist, je lahko istočasno poln krščanskega upanja. Naša misel bi sicer zaobjame vesolje in je zato vsaka človeška oseba večja od celotnega vesolja, ima veliko večja in sjajnejša obzorja, kot je celotno vesolje. Želel sem, da bi bila druga sveta vrata, ki jih odprem v zaporu, je dejal sveti oče. Je prvič v zgodovini Cerkve odprl sveta vrata v zaporu, v rimskem zaporu Revidije. Ne le zaporniki, vsi smo poklicani k temu, da se očiščujemo. Zaporniki v zaporu so po božjih merilih lahko veliko boljši od nas. Morda bi se jaz,
doživel tako vzgoj in se znašel v takih okoliščinah, kot so se največji zločinci, obnašal slabše kot oni. Vsakega izmed nas lahko doleti, da upravičeno pristane v zaporu. Lahko tudi po krivici. Največji zločinci, ljudje, ki na svetu povzročajo največ zla, pa morda sploh niso v zaporu. Tudi za njihovo spreobrnenje lahko molimo in darujemo žrtve in upamo, da bodo postali sveti. Kdor prakticira prepost upanja, postane svet. Očiščevanje je človekova naravna potreba. Bog nam odpušča. Če to razumemo, za grehe zadoščujemo. Brez zadoščevanja nismo odprti za Božjo ljubezen in ne moremo zares zacveteti. Vivat Crescat Loremus. Kako praznovati jubilejno leto? Pretresljive so Pavleševe besede o tem, da upanje ne prenaša brezbrižnosti in lenote. Povabljeni smo k odgovornosti in drznosti, da prinašamo upanje tja, kjer je izginilo. Jubilejno leto je izziv za spreobrnenje našega srca, za spreobrnenje v naših medsebojnih odnosih in tudi za družbeno prenovo. Kristjani in vsi ljudje dobre volje, ne bojmo se ponovno ovrednotiti družine, ki je skupnost očeta, matere in otrok. Danes je sicer praznik nedolžnih otrok. Vzeli pa smo jutrišnjo mašo svete družine. Kaj je naravna, tradicionalna družina? Na to vprašanje ne morejo kompetentno in vsej polnosti odgovoriti sociologija, psihologija, etnologija, filozofija in druge znanosti. Ne smemo se ustaviti pri tem, kar je in kar se danes dogaja. Krščanski pogled na svet temelji na razveku in upošteva evangeljske kriterije, ki nas vabijo, da skušamo razumeti bistvo, da iščemo resnico. Družina ni le kraj čustev in dobrega počutja. Poslanstvo staršev ni v tem, da slepo ustrežijo vsem otrokovim željam in poleg tega še zahtevam države in državne šole in izobraževalnega sistema. Družina je naravna skupnost, je družbena institucija. Člani družine živijo v družinskih odnosih, imajo svoje pravice in dolžnosti. Sodobne znanosti lahko zelo malo pojasnijo, kaj pomeni biti mati in oče, kakšen vpliv ima to, da je nekdo oče ali mati na otroka in na celotno družbo. Predvsem pa znanost in razne ideologije tega, kar posamezniku in družbi daje družina, ne morejo proizvesti in nadomestiti. Kdor uničuje družinsko skupnost, uničuje tudi narodno, državno in svetovno skupnost ter ruši harmonijo celotnega vesolja. Poleg skoraj omenjenega področja bo v svetem letu veliko pobud za romanje v svete kraje, za medsebojno odpuščanje, za služenje ubogim, bolnim in invalidom, ter vabil še drugim dejanjem ljubezni. Pred nami je torej napolna, dolga, zanimiva pot. Smo romani upanja. V Novi Gorici in Gorici bomo v prihodnjem letu deležni velikih milosti. Dogajanje v Evropski prestolnici kulture se bo prepletalo s pobudami svetega leta. Brez krščanstva Evrope ne bi bilo.
Res sta za nastanek evropske civilizacije zaslužna tudi grška filozofija in rimsko pravo. A ne sama po sebi, marveč zato, ker jo je krščanstvo povzelo in ovrednotilo. 3 komponente evropske kulture torej med seboj niso na isti ravni. Krščanstvo ni le nekakšen dodatek in okrasek grški filozofiji in rimskemu pravu, temveč je bistveno. Kdor vstopi v krščanstvo, kdor prestopi prag svetih vrat upanja, vstopi v krščansko kulturo. In krščansko kulturo, povedano v navednicah, tudi proizvaja. Brez Boga Evropa generira deviacije na osnovi krščanstva, ki pa niso krščanstvo. Scientizem, liberalizem, naturalizem, laicizem, komunizem, nacizem, fašizem, genderizem so revolucionarne ideologije, ki so se ločile od krščanstva in generirajo areligiozno ateistično kulturo ter povzročajo v družbi radikalne spremembe, ki povzročajo tudi veliko gorja. Mar nimajo francoska revolucija, ruska revolucija, prva in druga svetovna vojna, kakor tudi sedanja vojna v Ukrajini istega izvora? Kdaj bomo to spregledali? Evropa brez krščanskega temelja krščanstvo ne more učiti. Če že ogroža kristjane, a ne le kristjane. Ogroža vse ljudi in samo sebe. Kristjani smo skupnost v skupnosti. Po eni strani pripadamo Kristusu in se združujemo v občestvu tistih, ki hodimo za Jezusom iz Nazareta. Po drugi strani pa smo tudi mi občani, državljani in pripadniki zemeljskih institucij. Kaj je naše poslanstvo? Poklicani smo, da opozarjamo na resnico in zablode časa, da krščanskega veselja ne zadržimo zase. Marveč ga nevsiljivo, nenasilno in spoštljivo, z veliko ponižnostjo in usmiljenjem oznanjamo ter podarjamo vsem beračem današnjega časa, ki so lačni Božje ljubezni in upajo, da ljubezen srečajo. Bratje in sestre, Jezus Kristus je prišel na svet in bil član svete nazareške družine. Ko obhajamo njen praznik, ga prosimo. Za vesoljno cerkev, da bi vse narode in ljudstva zares povezala v eno družino. Za poročene in tiste, ki se pripravljajo na skupno življenjsko pot, da bi svojo srečo gradili na trdnem temelju Kristusovega evangelija. Za starše, otroke in druge člane naših družin, da bi živeli med seboj v miru in razumevanju. Za vzgojno-varstvene ustanove in vse, ki zaposlenim staršem pomagajo pri vzgoju otrok, da bi to delo opravljali z ljubeznijo in odgovornostjo. Za vse naše drage rajne, da bi uživali večno srečo v družbi z Jezusom, Jožefom in Marijo. Gospod Jezus, ostani v naših družinah, ostani med nami in nas povezuje v tem jubilejnem svetem letu upanja. Usliši vse te naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Evharistično slavje obhaja
kajanje svete maše predstavlja vrhunec obreda otvoritve svetega leta. Predstavniki iz različnih delov severnega dela koprske škofije bodo pred oltar prinesli svoja darila. Kruh prinaša k oltarju Darko Makarovič iz župnije Nova Gorica. Vino prinaša k oltarju Kristina Mervič iz kmetije Jenekovše Paso. Olje prinaša k oltarju Jordan Mikulin iz Biljane v Goriški Brdi. Med prinaša k oltarju Izidor Šurigoj, predsednik Čebelarskega društva Nova Gorica. Prižgano repliko smokanske olje prinaša profesor dr. Jernej Vidmar-Bašin iz Solkana. Solkanska oljenka iz žgane gline, katere nastanek strokovnjaki datirajo v 4. do 6. stoletje, je bila najdena v prafari za velik del Goriške, na vrtu za Solkansko župnijsko cerkvijo. Na njej vidimo Kristusov monogram in stilizirane palmove liste, ki so simbol mučeništva in zmage. Ta oljenka je dokaz, da je bila luč krščanske vere na Goriškem prisotna že v prvih stoletjih krščanstva. Jezus pravi, vi ste luč sveta, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Dnevnik svetoletnega romarja upanja, knjižnico sta pripravila gospod Milan Pregl in Marko Pregalc iz Vipavske dekanije, ki je knjižico uredil in jo sedaj prinaša pred oltar. Za vsakega izmed nas je lahko pripomoček za zavzeto in dejavno kajanje svetega leta.
prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel v prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. življenja za vso večnost prišli v njeno družbo. Po
svet